so bili Američani, so bili takrat v bistvu dokaj enakovredni. Ja, v bistvu prej, for sure. še Oni boljši so bili boljši, po mojem. Season 1 so bili oni boljši. Gore, da game bil Season tudi 1. Season 1 Season 2 ne več. Game je ameriški, ne, Season torej, 2 so bili že Moscow 5, tako da ja, pol je bilo over. Samo ne, Season 1 so bili fix boljši, samo oni so že po dveh... Oni so igrali pred bil dve leti. Gatama, ne? Ja? Plus ful so takoj resno vzeli, ta TSM Silja, oni so tako že z prve ta org naredili, oziroma ekipe pa to, in so ful hodili na lane, pa ful to puščala, ne. Vejo je pač folk igral mal ti Go for LoL in to bilo to. Tako. Takrat se mi je jebal. Go for LoL je bil ta prvi Od SLA-ja. Od tournament. SLA-ja. Se bo drugače kar huda ok. stvar, ki me ima žal, da takrat nisem več igral, ker bo tako čile enkrat. Okay. Problem je to, da sem probal igrati in se spomnim, da smo cel dan čakali, da smo šli dve igri in zaradi tega sem pa rekel, da ne bomo več tega stranje igral. Ker se je prijavil full ekip, pa jih ni bilo in pa si šel naprej in si čakal. Fora je pa, da nisi vedel, kdaj bo tvoj naslednji meč, niti približen, in pa nisi mogel iti nikamor, ker si mogel čakati. Nagrade so bile pa samo RP. 100 evrov se nagrade. Pa je bil pa še monthly, ker ste bil 500, se mi zdi nekaj tazga, če si zmagal. Kako se je potem to dejansko prikazalo v realnem denarju? Ker mislim, da Slovenci še vedno to tretiramo kot igre na srečo in potem je tukaj 50% davek. Temu se ne govori v Sloveniji. Ja, v Sloveniji je bil tako problem do kar par let samo nazaj, da tudi, ne vem, si bil na turnirju, si dobil nagrado, vse, če bi hotel po zakonu, bi mogel. Ali firma, oziroma takrat, ker nismo imeli denarja, smo rekli, pač, glej, ti moraš to prijaviti in plačati dohodnina, pač mi ti ne moramo, mi že tako nimamo nič, ne. Ampak tega se pač ni delali in ja, pač to je bilo vse tako malo. Aha. Kao, klemaš, če te kdo vpraša, vse je bilo po celem svetu. Koliko so bile mehne vsote in v Sloveniji, da... In tudi cash se je za to izogibal, cash se je full časa se izogibal casha. Ja, cash casha. ni bilo zaradi tega, ker je bilo toliko davčen. Ja, pač toliko davčen, pa vsi smo se bali, pač kaj, če nas bo kdo prijavil. Veš, ker če mu daš tipkovnico, na koncu lahko rečeš odprta je bila 30 €, pa pač se delaš malo neumnega. Tako so meni rekli, ker sem šel društvo odpreti, no, da nekako, malo si se lahko delal neumnega, ampak je preveč, pa ne. Danes imamo na primer v največji pač regionalni ligi, oziroma EMEA se zdaj imenuje, če se ne motim, Evropska in Middle East liga. Ja, EU Masters, sem da je. Tako je, mislim, da so še Turčijo zraven. Turčijo so zraven, pa ta Arabic League. Ja, tako. In zdaj v bistvu imamo dva, če se ne motim, prav prejeli Crownshot pa Miki. Ja, ona dva sta že samo ampak Velice sta. Ja, a sta bila, ona dva sta že igrala na teh radioactive lanih, na katerih si pač tudi ti sodeloval. Mislim, da ste igrali ali proti, ali ste celo včasih skupaj igrali. Sem samo proti, nisem z vami igral. Spomnim se enega intervjuja, kjer je imel Forky s Crownshotom in Crownshot je igral top in je igral proti tebi. In se spomnim, da je rekel, ja, proti Kekcu bomo sigurno izgubili. Si bil ti takrat konsiderat pač najboljši player v Sloveniji, preden so zares prišli na sceno, da vem, Nemesis, Crownshot, Vse so že igrali oni. Oni so igrali že kar nekaj časa. On ni bil sam, bom jaz lahko povem, kako smo ga mi videli. On ni bil sam best player, ne, on je bil tako enigma, tako, če je bil Kekec top, je bilo tako, pač ja, fakt smo, pač njega, upimo, da naš top, pač... Rekel bi da tako, tam do 2016, kaj tazga šuro. Pač bi tudi sabe zase zmatal, da sem bil ta najboljši, tudi tako dosežki pa to vse. Sem bi rekel, da polka je pač Miki joinil LCS v tam konc 2016, pa pač je bi ga. Miki je bil v Splice-u takrat, če sem... Ja. Mislim, se zbi, ne vem, maja bilo takrat tudi unlucky, ker sem drugače te zdubil že offerje za ta lic, v tako, ne vem, 2015, konc 2015, sem bil pod pogodbo v neki drugi ekipi in sem mi rekel, da pač jebi se, ne bomo te pustili. Klej boš igral za teh 500 €. Pa smo itak zgubili v qualifierje za ta, kaj je bil Challenger series pa tako. To ni bil več Fnatic, ne? Ne, ta Fnatic je bilo dosti realno, ker